Tako lepo. V Cinque Terre smo! Vrtimo! Speedy Gonzales! Sauhat! A še preden smo prišli do tja, smo na tej 600-kilometrski poti naredili postanek v Veroni. Priporočamo, da se dotaknete kipa Shakespearjeve Julije in se sprehodite po areni. Gremo enkrat na koncert sem? Ja! A ja, pa brez pice v Italiji tudi ne gre. Tale pa v bistvu najbolj zjad. Da bo prebarbali zdaj na GoPro. Ja, skoncentrirajte se. Ok, kdo gane, za koliko dni smo mi šli? 2,5. 3 tedne. Cinque Terre. Pa ni zakon, ko so kar čovni tle, sred ulice. Moč. Kaj? Naša ekipa Cinque Terre je nastanjena v drugi od 5 vasic in sicer Manaroli. Velja za najlepšo med vsemi 5 in verjetno je kar jasno, zakaj je temu tako. Mojta se že slač? Ja, vroče. Se je. Vroče pa je vroče. Jaz sem ga rekel, da pojmo v kratkih. Prvo slačenje letos. Cinque Terre ali 5 vasic je znanih predvsem po lepih pohodniških poteh. Ena najbolj znanih je pot ljubezni. Tole je Via dell'Amore, ki so nam povedali, da je sicer zaprta, ampak vsaj nekih 200 metrov greš pa lahko pogledat, tako da gremo. In koliko časa bo zdaj zaprta? CCA še 2 leti, skupaj pa je ne 5 let. Produkcija Vidma Arjatič, at its best, z pomočnikom. Zdaj, ne glede na to, da je ta Via dell'Amore zaprta, smo mi našli alternativno pot, da bomo šli hajkat iz Manarole v Rio Maggiore. Kaže neki jamrata. Zdaj, kot ponovadi sva midva en mičken spredaj, Barbara v dolgih... Pa sma v reku. Barbara v dolgih rokavih, pa se nič ne poti, jaz v kratkih pa mokr kamaš. Dajmo počakati, koliko minut rabite še one dva. Ajde, vzpodbuda, op! Ja, to je pa trajalo, Madonna. Kva pa je tu S avtom zdaj? se umikamo. Ja. Prehod. Mojca je rekla, 10 minut pa bomo gor. Jaz sem mislila, da gremo v ono mestece. Mediteranski von, je bil vreden pohoda in gužve. Je bil. Ko prideš enkrat na vrh hriba, se moraš spustiti še na drugo stran. Ja, tlele za nami pa že vidimo vasico Rio Maggiore, ki je prva izmed 5 vasic v regiji Cinque Terre. In glede na to, da mi živimo v drugi Manarola, na prvi pogled bi rekel, da je Manarola bistveno lepša. Ampak pustimo se presenetiti. Vamos. Zdaj smo v prvi vasici, Rio Maggiore, in to v bistvu so tudi najprej odkrili v 14. stoletju, zaradi tega, ker je tukaj živel en zelo znan slikar Telemaco Signorini in je rad slikal to vasico. In ljudje so hoteli vedeti, kje je tako lepo, kje je ta raj na zemlji, in takrat je bilo čarovnije konc. Takrat so pač odkrili prvo in potem še ostale 4 vasice.
Instagram versus reality. Rio Maggiore. Rio Maggiore. In Rio Maggiore Dajte, prosim. Una birra. birra, Un aperolo. Aperolo Clark. Vastica Rio Maggiore je znana tudi kot Little Venice. Tu poznajo popoldansko siesto, zato bodite pazljivi, kdaj iščete hrano. Ceste med vasicami niso najboljše, zato tako domačini kot turisti najpogosteje uporabljajo vlak. Le v nekaj minutah boste na naslednji postaji. Dol gremo, pa z busom Poskus številka B, vasice B. Upamo, da je to pravi vlak. Welcome to Corniglia. Mini sprememba planov, zdaj smo že v vasi 3. Nazaj bomo pa probali peš. In najprej nas čaka 337 stopnic. In zdaj gremo v Corniglio, to je edina izmed 5 vasic, ki ni pri morju, tako da nas čakajo zdaj vse te stopnice, da pridemo gor na pečino. Pa pojdimo. Tle je lepo. Everything you need on the house is there. That's it. Everyone got it? Ja, adesso Corniglia je znana po medenem sladoledu, ki je presenetljivo okusen. Še po nekje ni znana. Limone so na zadnjem koraku. So jih že narobutili drugi pred teboj. Trota. Wow! Le uspelo! When life gives you lemons, you take them. Prej do 96, prvi smo štartali. Smo v Narodi in čakamo pri Nesendorni za večerjo z razgledom. S popečenimi kruhki tu ne morete zgrešiti. Največja mozzarella je. Ja, pa prav svojo obliko ima tleken zajček, ki me gleda, le, ja, obrnemo šlo. Vse je velika noč. Kaj kdo s telefonom slika? Na mojico? Na mojico. V redu? Aktivno gledano, Tamle hrana je smo bila bili. odlična. Dobrodošli v Vernaciji, eni izmed 2 najstarejših mest od vseh 5 tule. Odkrili so že okrog leta 1000, večkrat pa je bila napadena s strani piratov. Gremo do stolpa unga, ne? To pa lahko. Profesionalna produkcija se izpostavlja in ogroža svoje življenje. Pa ni. Castello Doria, njihova utrdba in glavni stolp je z gurtnami, skup zvezan, ker očitno bi drugače šel stran, Podolin. podaljen. Kaj nas zdaj čaka? Ja, zdaj nas pa čaka ena kar zahtevna pot, kakor sem videl, nas bo peljala na Ukreber, da se pravilno slovensko izrazim, pol pa pasta! Če kupite vstopnico za vlak, vam velja tudi kot vstopnica za pohod med vasemi, ki spadajo v nacionalni park. Ker zakaj pa ne bi šli ob polenih po največji vročini samo klikniti? Točno to. Vroče nam je. Vroče nam je, pa švicamo na polno. Kaj prav, da ima COVID? O moj bog. Trenutno se nahajamo na vrhu česa? Ancora del Tortuga. Ancora del Tortuga, ja. Tako? In obvezna malčka.
Trenutno se nahajamo v vasici Monterosso, ki je v bistvu največja izmed vseh 5 vasi. Zelo smo pa že lačni, tako da res upamo na eno pasto, ker je v teh 3 dneh praktično še nismo imeli. Je pa tudi še ena zanimiva stvar, da to je edina vasica, ki ima tako plažo, ki jo tukaj vidimo. Tako da rečemo temu italijanski Portorož. Spet neke dobrote jemo. Ja, glih hudega nam ni. Ja, trenutno se nahajamo v bunkerju. Malo smo previsoki. Ja, ne, včasih so ljudje malo nižji. Kako je kle šele polet? Le to. Fino je za zvite gležnje, ampak moraš biti malo abnormalen, da greš 13 stopinj plavati, pa ne bo še tako lepo vreme. O, še sonce zdaj dubo, ej! Jej! Največje mesto izmed vseh 5 ima 5000 prebivalcev. Poleti pa verjetno še enkrat toliko turistov. Questo è un buco. Ogromen kip Pozejdona pa varuje mesta pred pirati. Če nisi bil na ladjici, nisi bil v Cinque Terrah. In evo nas na ladjici, na poti z Monterossa v domačo Manarolo. Če nam ne bo slabo. We'll see. Vozimo se z ladjico. So far, so good. Pasquarella. Evo, to je naš zadnji dan, zbiramo vtise, kako nam je bilo. Najlepša stvar tega kratkega potovanja. Črt? Meni so bile najbolj všeč pisane hiške na pečinah, res magično. Jaz bi zbrala hajke. Meni naše mesteco Manarola v mesečini. Meni pa občutek, ko po hajku in vrhunskem kosilu namočiš nogice v hladno morje.